res vesela vseh vas, dragi obiskovalci, dragi podporniki za življenje, še posebej vas, mali otroci, mladi, invalidi, starejši, res lepo, da ste prišli in najprej bi se pa zahvalila vsem mamicam in očkom, da so vam podarili življenje. Hvala vsem mamicam in očkom, zaploskajmo si. To, da smo prav mi tu danes, da smo živi, da smo zdravi, da smo za življenje, to ni samoumevno, to ni naključje, to je dar. Na ta svet smo poklicani z namenom in kako lepo je, da smemo danes na ta lep dan, ko je tako lepo vreme, to veselje, ki je med nami, deliti tudi z drugimi in biti glas tistih, ki nimajo glasu. Mi, dragi prijatelji, mi tukaj zbrani smo luč in upanje za Slovenijo. Ne bodo nas prepričali, da je narobe biti glas za življenje, da je narobe, če branimo otroke pred rojstvom, da je to nasilje. Ne, to je zloraba besed za širitev lastnih prepričanj. To, kar mi počnemo, to je pomoč in mi to ponosno povemo. Mi smo danes tukaj da pomagamo mamicam v stiski, da bodo nekega dne zaradi naše drže, naše spoštljivosti, naše gorečnosti, naših sporočil, ki jih držite v svojih rokah, izbrale življenje za svojega otroka in rešile svojo vest in svojo dušo pred travmo in trpljenjem. A si predstavljate, da bi lahko bil kdo jezen in bi celo protestiral proti temu, da je ena mama zaradi našega prizadevanja izbrala življenje, da njen otrok živi? A si lahko predstavljate, da bi to koga motilo? Če rešimo eno življenje, rešimo celo generacijo in prepričana sem, da bomo s tem pohodom za življenje rešili več kot enega otroka. Za naša stališča imamo trdno oporo v naši ustavi, ker letošnje geslo pohoda je življenje je zakon. Dali smo tak naslov ne samo zato, ker je življenje kul, ker je življenje lepo, ampak tudi, da bi opozorili, da nas zakon mora ščititi. Kajti v 17. členu ustave pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. In potem v 18. členu, da nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. In pri samem splavu, kot tudi pri evtanaziji, gre za mučenje najbolj nemočnih. In potem naprej, država priznava človečnost nerojenega otroka. V 20. členu ustave v zakonu o pokopališki dejavnosti, ki dovoljuje pokop ali upepelitev mrtvega otroka, ne glede na njegovo gestacijsko starost. In potem v 125. členu zakona o dedovanju, ki govori o tem, da lahko že nerojeni otrok deduje po svojih starših. Koga mi pokopavamo, če ne ljudi? Kdo deduje, če ne človek? Nerojen otrok je človek in zakoni naj ga ščitijo. Tako da res pogumno naprej v ta naš lep dan. To je naš dan, naš praznik veselja. To delamo za naše otroke in za naše vnuke, da bodo imeli lepo prihodnost in resnično srečo. Da bodo obvarovani nesreče in teme splava. Ker splav je tema, ker obrne mamo proti svojemu otroku. Evtanazija je tema, ker obrne otroke proti svojim staršem. In resnično srečo lahko izkusi samo tisti, ki ne zagovarja teme, ampak luč. Ki ne hodi v temi, ampak v luči. Tako da lep, sončen dan in hvala, ker ste znamenje luči v tem svetu. Pozdravljeni vsi. Tu sem, ker sem po teh dogodkih tega tedna začutila, da želim
povedati, kaj je res in ne te laži, ki se širijo med zagovorniki splava. Največja laž zarodek je le skupek celic? Ne. Znanstveno dejstvo je, da se življenje začne ob spojitvi dveh spolnih celic, nastane nov DNK in vse ostale meje, kdaj ne bi se življenje začelo, so povsem arbitrarne. Druga velika laž, splav ni nič takega. Splav bo rešil problem. To tudi ni res, ne? Najprej otrok ni problem, problem so okoliščine in treba reševati te, če že. Dalje, čeprav se zanika, da se splav lahko obžaluje in se skriva ta dejstva, nas je ogromno žensk, tudi jaz, ki smo splav obžalovale. Jaz danes ne bom delila svoje zgodbe, ta je bila že večkrat objavljena v medijih. Bom pa povedala to, kar sem doživela kot članica ekipe Rahelinega vinograda. To so torej duhovne vaje za vse, ki imajo to bolečino po umetnem splavu. In jaz sem na teh vajah kot članica ekipe spoznala ogromno žensk z različnih okolij, verne, neverne in tako naprej. In vse z enim stisko, z obžalovanjem za splavom. Ne. In tem, da so si želele, da lahko žalujejo, da se prizna, da je njihov otrok obstajal in da so potrjene o tem in da jim je odpuščeno. To so tudi prejele, ne, ker to duhovne vaje so zelo močne. Dogodek na Kongresnem trgu zato ni le skrunitev od simboličnih grobov teh otrok, ki jih niso mogli nikoli imeti, ampak tudi zavržba in zanikovanje teh žensk, vseh mene, vseh, ki smo obžalovale splav in res, kot sem rekla, ni jih malo. To je laž. Hvala. In na strani zagovornikov splava tudi ni prostora za te ženske. Nihče te ne bo podprl, nihče ti ne bo pomagal. Ne smeš žalovati. Sama sem zato dolga leta zbirala pogum, da sem kontaktirala pro-liferje, v tem primeru Zavod Živim. In naj nekaj povem. Nihče me ni obsojal in nihče me ni nazival z morilko. Tudi to je laž. Ker sem bila sama več kot 15 let v bistvu v teh mentaliteti za splav, zelo dobro poznam vse te argumente, ki so zelo zlajnani, skozi isti. In jaz mislim, da ti argumenti izhajajo iz bolečine, iz zanikanja resnice in jaz upam, da se bo kdo tudi v pogumu, še poleg mene, tudi veliko se jih je že, da spregledajo in povejo, kaj res in se soočijo s tem. Ker zatiskanje oči v tej resnici tudi vodi do kakšnih takih agresivnih izpadov. In mislim pa, da če kakšna ženska ki je na svoj splav ponosna, pa kako je rešil, pa to, pa tudi ima možnost kje to izraziti, pa povedati, kako je to fajn, ne. Tako da. In tle te lažni argumenti, ne, ki bi pol prišli za tem, mi nikoli ne odrekamo ženskam, ki so, na primer, zbolele za rakom, medtem ko so noseče, da se ne bi zdravile, ne. To je tudi laž, da bi kar silili ljudi, da se ne bi zdravili. Ja, kakšna ženska, ki zboli za rakom, se pa odloči, da se ne bo zdravila in bo otroka obdržala, kakšna nosečnica, in takim pa samo vsa čast in slava, res. In zadnje, veliko je bilo govora o pogumu, kako je bilo treba veliko poguma za odstranjevanje zastavic. Jaz mislim, da smo pogumni mi,
ko smo kontra temu, kar je splošno sprejeto, smo v manjšini in vsem pridemo sem in povemo in se za življenja veselimo. Hvala. Zbranim na Pohodu za življenje. Sem Janez Rifel, sem specialist družinske medicine, sem tudi docent na katedri za družinsko medicino Ljubljanske medicinske fakultete. Zdravnik sem že 20 let in letos tudi z ženo praznujeva 20. obletnico poroke. Bližji. Tako da je pač je bolj praznično leto letos. V zakonu se nama je rodil 6 otrok, tako da sva res blagoslovljena. Zdravniki smo za življenje, zdravniki smo varuhi in zagovorniki življenja. Zdaj, ljudje, ko pomislijo na zdravnika, se ponavadi spomnijo na Hipokratovo prisego in med drugim v Hipokratovi prisegi piše, da ne bom nikoli nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel, prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda. Se pravi, to že več kot 2000 let nazaj. Če gremo bližje sedanjosti po drugi svetovni vojni, ko je bil svet šokiran nad vsemi zločini, ki so se storili tudi nad medicinskimi, je Svetovno zdravniško združenje sprejelo Ženevsko deklaracijo leta 1948 in tam pa piše: najpomembnejša mi bo skrb za zdravje in življenje mojega pacienta. Absolutno bom spoštoval človeško življenje od spočetja naprej, niti pod vplivom grožnje ne bom dopustil, da se izkoristi moje medicinsko znanje v nasprotju z zakoni človečnosti. Ta deklaracija se je potem v 20. stoletju večkrat spremenila in zdaj na zadnje leta 2006 je malo krajši tekst, ampak še vedno je: najpomembnejša mi bo skrb za zdravje mojega pacienta in absolutno bom spoštoval človeško življenje. V Slovenskem kodeksu zdravniške etike iz leta 2016 pa piše: spoštoval bom človeško življenje od spočetja dalje in celo pod grožnjo ne bom svojega zdravniškega znanja uporabil v nasprotju z zakoni človečnosti. Tako da, če povzamem, je v bistvu že celo človeško in tudi medicinsko zgodovino je življenje absolutna vrednota, ki se jo spoštuje, ki se jo varuje, in življenje se začne s početjem in traja do naravne smrti. Vesel sem, da ste tukaj, zato da moramo biti skupaj, združeni v odločitvi za življenje, za veselje, za prihodnost. Dovolite mi nekaj čisto preprostih besed. Ne bo to nek govor, ampak podelitev par misli z vami. Najprej bi rad povedal, da se zelo, zelo veselim nebes, ker bo imenitno. Pa veste, kaj me vedno znova napeljuje na to veselje in hrepenenje po nebesih? Ker je življenje tako imenitno. Ker je na tem svetu tako lepo, toliko lepega, toliko dobrih ljudi, toliko ljubezni, toliko prizadevanja za dobro. In če so nebesa presežek, potem bo v nebesih še veliko, veliko lepše. In zato sem vam zelo, zelo hvaležen, da ste ljudje, ki sledijo besedi za. Vse prevečkrat v svojem življenju poslušamo, proti čemu vse je treba biti. Ne, bodimo za. Bodimo za življenje.
delajmo za dobro, delajmo za človeka. Na poseben način bodimo sočutni do vsakega, ki je posebej potreben pomoči, ker je posebej nemočen in ranljiv. Tudi v tem človeku bodimo za življenje in ga spoštujmo. Vendar mislim, da je zato, da bi mogli na ta način živeti življenje, potrebno biti svoboden. Kaj pomeni svoboda? Apostol Pavel ima zelo preprosto opredelitev. Pravi namreč, za svobodo nas je osvobodil Kristus. In če pogledamo Kristusa, ta ni bežal pred življenjem, ta ni bežal pred stiskami življenja, on ni bežal pred križem življenja, ampak je živel življenje v polni svobodi do našega odrešenja. In zato, dragi ljudje, tudi mi ne bežimo pred življenjem. Kolikokrat se zdi, da bi z begom mogli rešiti težave, ampak beg ne rešuje. Beg samo poniža tistega, ki beži in ga ne osvobodi. Zato tudi mi sprejemamo življenje z vso zahtevnostjo, ki jo polaga pred nas. Zakaj pa ne? Najbrž je v življenju polno zahtevnih odločitev. Tudi bom sprejel svojega otroka ali ne. Zahtevna odločitev. Ampak kdor se odloči za, se odloči za pot praznovanja, se odloči za pot veselja. In ta pot praznovanja in veselja se nikoli ne konča. In zato, ker vsem privoščimo to pot praznovanja in veselja, se zbiramo in praznujemo veselje, praznujemo to odločitev za. V preteklosti, da bi se tudi v prihodnje odločali za svobodo, za življenje, za človeka. In v tej isti stezi, v tej isti brazdi bi vas povabil, da morda sklenemo neko zavezo molitve za vse tiste, ki so v stiski. Za tiste, ki se niso zmogli odločiti za, ki so verjeli, da bodo odložili breme, če se bodo odločili proti, če bodo pobegnili. Zavezo sočutja, zavezo molitve. Ravno danes zjutraj sem dobil na elektronski pošti prošnjo. Prosite tudi za mojo sestro. Odkar je pobegnila od materinstva, trpi. In nihče ji ne more pomagati. Molite zanjo. In vas povabim, da se povežemo v molitvi. Vem, da nas včasih obide skušnjava neke nejevolje, obsodbe. Sodba je Božja. Ne tvoja, ne moja. Božja. Naše pa je sočutje, naša je ljubezen, naša je molitev, naše je odpuščanje. In vas povabim, da v resnici, kolikorkrat se boste spomnili, k Bogu zmolite za vse ljudi, ki niso zmogli in se ne veselijo več življenja. In k Bogu zmolite tudi za vse tiste, ki bodo pred težavo, stisko odločitve, da bi zmogli. Zakaj? Zato, ker imamo radi življenje in ker življenje privoščimo tudi vsem drugim. Hvala vam, da ste tukaj in še naprej bodimo apostoli, oznanjevalci življenja. Hvala.